Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, v bistvu lahko tole današnjo oddajo začneva s tem, da je recimo delno jubilejna, 50. po vrsti. Tako da čestitke, recimo, da kar obema, da sva do tam pripeljala, pa v bistvu jasno tudi zahvala vsem gostom, ki so bili pripravljeni deliti svoj čas in svoje znanje in pač pogled na pač teme, ki jih obravnavamo v podcastu. Tako da jaz upam, da bomo naslednjih 50 speljali tudi tako učinkovito, kot smo jih do zdaj. Pa bo naslednjih 50? Ja, se veš kako, številke pred BIM pogovori grejo od nič naprej, ne? Pa tri številke so tako, da do 999 gremo, pa bomo pa okoli obrnali kaj. No, tako, to si ti zdaj obljubil. Še ene par let. No, še enih 20 pa bo glih prav, ne? Ne, hecam se malo, ampak ja, plan je sigurno najbolj, da to pelamo naprej in vidimo, kam se vse skupaj razvija. Ker očitno se spreminjajo stvari in se dogajajo. Recimo ena taka stvar, ki se morda je malo spregledala, vsaj z moje strani, je vsekakor dokument, ki je Evropska komisija v bistvu, sponzorirala, ta je BIM Task Group, ki je predstavnica Slovenije Ksenija Marc iz DRI-ja. No in ta dokument je bil objavljen že, če se ne motim, julija 2017, ne? Rečemo poleti, bi pa dodal, da jaz pa nisem pozabil, ampak sem ves ta čas čakal, če bo javno objavljen tudi slovenski dokument v tej smeri. Ja, ta se pripravlja, ne? Vsaj tako sva slišala na konferenci CBIM v novembru. Kaj več o tem pa vsaj jaz ne vem. Rovi, kaj pa ti? Ne, tudi jaz ne vem, ampak pravim, da ves čas sem čakal, če bo še slovenski objavljen, da bi to potem v paketu obravnavala, ampak so se odločili, da je mogoče čas, da že vnaprej malo povemo, kam vse to pelje. No, v bistvu, če ti nisi pozabil, jaz sem, ne? Ampak pa sem na novo odkril. Tako da ja, malo sva, moram reči, prebrala ta dokument, lahko ga malo pokritizirava kar na začetku, da je tako, da se ga da malo težko brati, saj zase bom tako rekel. Ne, dejva biti politično korektna, pa rečva tako, da ga ne gremo ravno brati tik pred spanjem. To je tisto, tako kot jaz ponovadi študente pravim, če imajo probleme s spanjem, naj si vzame eno računalniško knjigo v poslu, pa je naj začnejo brati, v bistvu, tisto garantirano zaspiš. Približno tako. Pa morala bi verjetno povedati, kak je naslov tega dokumenta, če bomo že govorila o njih. Ja, dokument ima blazno dolg naslov, ampak to je tipično, se mi zdi tak, spet politično korektno, recimo tak, ne, da vse zajame. No in naslov je v angleščini Handbook for the Introduction of Building Information Modeling by the European Public Sector. Skratka, in potem imaš še daljši podnaslov. Ja, res je. No, tega pa ti daj, no. Strategic action for construction sector performance, driving value, innovation and growth. Se pravi, zajema pač vse. Ja, v bistvu, ne. Tako da v bistvu na ta način se mi zdi, da je tudi dokument zapisan. Zdaj ne vem, kakšen je plan. Greva sam pokomentirati tistih par stvari, ki se nam zdela nekako pomembne, ali greva kar po vrsti čez cel dokument? Jaz bi pa začel mogoče tam, kjer je kazalo, so tudi bistveni zaključki. Pa bi mogoče tam se ustavil, da sploh vidimo, kakšni so bistveni zaključki tega dokumenta. Se strinjaš? Ja, seveda. Zdi se mi zanimivo, da je eden od zaključkov tega dokumenta tudi ta, da se zdaj znova pojavlja neka priložnost, da se uredi gradbeništvo na nivoju Evrope. Ker sam osebno nisem pod vtisom, da bi BIM
predstavljal tako hudo revolucijo, da bi bilo to spet treba urejati na čist nek drug način, ampak je samo nek drug pristop k nečemu, kar že desetletja pa stoletja deluje. Tako da ne vem, ta zaključek je meni zelo tako, no, političen. V bistvu jaz bom rekel tako, da morda napeljuje na tisto, kar recimo ali vsi vemo, ali pa jaz zase vem, da sem večkrat rekel, ne, da BIM ima en velik problem. Ne, v bistvu to, da je digitalno vse, da je sledljivo vse, da so količine ne bi bile ta prave. To zelo hitro pomeni v bistvu, da imaš dejansko količine, s tem jasno sredstva, ki so bile za to namenjene, za neko izgradnjo, v bistvu zelo pod kontrolo. In to ne verjamem, da vsem zelo ustreza. Na vsak način to ustrezen naročniku, zaradi tega, ker bo res plačal tisto, kar je dobro vgrajeno, kar je bilo odpeljano, karkoli že. Morda pa izvajalcu to najbolj ne leži, ne? Zato je, ker tam v tistih manjših zaokrožitvah se te stvari zelo hitro recimo naberejo, jasno pri milijonskih poslih se to naberejo v bistvu lahko kar nekaj denarja. In ne verjamem, da je to, kot rečeno, vsem tako zelo pisano na kožo, ne? No, če gledamo z tega stališča, je to verjetno res, ampak vsem se mi zdi zanimivo, neverjetno, zagotovo res, ne. Ampak vsem se mi zdi zanimivo, da to pride med zaključka enega takega dokumenta. Ja, sej, ampak tle je bilo tako zelo napisano, da to ni bilo na ta način napisano, ampak morda tudi, veš, se ugibava, kaj so s tem mislili konkretno, ne. Tako, no. Ne bo krivice delala slučajno. No, sej, ampak potem pa še en zaključek, ne, da v bistvu ta priročnik opisuje v bistvu prve korake k digitalni revoluciji sektorja, ki bi pač na dolgi rok prinesla ne vem kakšne spremembe, ne. In tako zatem pravi o tem, da to definitivno ne bomo dosegli čez noč, in da to v bistvu predstavlja neke strategije, ki se morajo implementirati, pa tudi ozavestiti, ne. Ampak jaz ne vem, ne morem se strinjati, da je to digitalizacija v pravem smislu, ker industrija je digitalizirana že dolgo, ne. Tako da, kaj pa vem, no? Kaj ti meniš o tem? V bistvu to je tisto, kar smo, recimo, po mojem smo se tega dotaknili večkrat, ko smo kakšno, veš, tiste komunikacijske revolucije imeli na tapeti in tako naprej. Ne? In ta digitalizacija, kot si rekel, v bistvu, to že obstaja že nekaj časa. Zdaj, če to ne bi bilo res, pol kada ne bi imeli. Pa bi že zmeraj z rotringi risali, ne? Na pavz papir. Zdaj, kot rečeno, ta zadeva, da je to pa zdaj 3D, pa da je to v bistvu semantično tak bogat model, pa da je ne vem kaj že vse. Ok, sej to nek korak naprej, ne, več od tega, ampak to je približno tako, ne, sem si dostakrat predstavljal tako, ko ali imaš navaden tekstovni dokument v Notepadu napisan, ali imaš pa v Wordu dokument. A veš, sporočilo je lahko v obeh primerih isto. Tekst je isti. Samo da morda nekje manjka malo vsebine v smislu kakšne slikce. Ampak tudi brez tistega se da to najbrž razumeti. Tle se mi zdi, ta povezava je zelo, recimo, nekako primerljiva. No? V bistvu res dobra primerjava. Ne? Ampak sej, skozi ves dokument je pač čutiti neko težnjo, da bi govorili o BIM-u kot o neki strateški spremembi. Ne toliko tehnični kot strateški, ampak potem pa vsake toliko časa pa pade noter, ne, ena taka stvar, ki se mi zatakne v grlu. No. Tako. Ja, no, ampak kaj, nasplošno bi pa najbrž pozdravljala tak dokument, ne? Mislim, najbrž smo si to želeli. Vse so potrebni taki dokumenti, ampak kar sem hotel reči je to, da verjamem, da ga marsikdo ne bo prebral, ne? Ker bo že po par straneh ocenil, da to ni zanj, da to ni namenjeno njemu. No? Ja, sej, to je pa morda tisto, sicer
mislim, preden sva začela snemati, so se pogovarjali tudi, da na večjih koncih nekako povejo, komu je sploh to namenjen. In tam je sicer nekje na začetku, v bistvu na eni, kjer je teli strani, 13. strani, dejansko so te 3 skupine, glavne skupine, ki v bistvu ne bi bile naslovljene s tem dokumentom. In na 10. strani dokumenta, Matevž. Res? Ne. Dobar, ja. Ja, res je, ja. Tle, škaj, PDF gledam, pa je 12. stran. Ja, ampak vse ni 13. Ja, to je pa tudi res. Je 10. stran dokumenta, res je. Tako da je dokument vsakakor ni namenjen v bistvu, ne vem, enemu BIM menedžerju v neki organizaciji, ki skrbi za izvajanje oziroma uvedbo BIM procesov in ne vem, ali pa nekomu, ki preživi 8 ur delovnika v Revitu ali pa Archicadu. Ta dokument ni nujno njemu namenjen. Ne. To je v bistvu dejansko bolj na visokem nivoju vse skupaj mišljeno, kjer se pa vseeno kažejo morda smernice, kam recimo ne bi politika razmišljala ali pa v katero politiko oziroma pač v katero smer politika že razmišlja. Ne. Tako. Ampak mogoče bi pa tukaj umerila, komu bi ne bil dokument namenjen, katerim 3 skupinam uporabnikov. No, kjerim? Ja, jaz to zelo težko prevajam, no, ampak bom najprej angleško povedal, potem si bom pa jezik polomil še slovenskim prevodom. Public policy user, to so pač verjetno bi v Sloveniji prevedli upravljalci politik, kar je totalno narobe, žena bi bila zdaj ponosna na mene. Zato sem ti pustil, veš, to, da ker imaš več izkušenj s tem. Vsaj na pol prav boš prevedel. Ja, mislim, to so namenjene tistim, ki po ministrstvih upravljajo strategije razvoja neke panoge za naprej. No? Nekako tak. To je ena skupina uporabnikov. Potem druga skupina uporabnikov, katerim je namenjena, je tista skupina, ki sodeluje na razpisih, ki se financirajo z javnim denarjem in pač potem te projekte tudi izvajajo. Ja, po moje predvsem tistim, ki pripravljajo te razpise. Ne? Tako. No, in potem je še tretja skupina, so pa tisti pač, ki bojo s temi produkti, zdaj sem hotel reči spet neko neprimerno besedo, s temi zgradbami, s temi rezultati BIM projektov potem tudi naprej operirali. Ne? To so razni vzdrževalci pa tako naprej. Ne? Namenjen je pač predvsem tem 3 skupinam uporabnikov, ampak ne glede na vse, če se samo prve skupine še enkrat dotaknemo, je to potem vpliva na vse v gradbeništvu. Ker slej ko prej se vsak sreča s takimi projekti. Ne? Zato tudi mi, da govorimo o tem dokumentu. Absolutno. Ampak je pa resno, da ko sem to bral, sem se predvsem začel spraševati v bistvu eno v vlogi BIM pogovori kot takih, ne? V smislu, komu je to namenjeno. Pa do zdaj, vsaj v mojih očeh, je bilo v bistvu pač namenjeno nekomu, ki je recimo gradbenik, je v tej panogi in bi rad vedel, kam se v bistvu recimo industrija premika, v kakšno tehnološko smer gre. In smo o tem pač debatirali z vseh možnih strani. Po drugi strani sem se pa ravno to, ko si tele 3 skupine velike omenil, nekako vprašal, kaj pa s tistimi privatnimi investitorji? Ali pa kaj z normalnimi občani, ki bodo želeli prenavljati svoje lastne hiše, svoje stanovanja, kje lahko oni v bistvu zvajo in v bistvu razumejo, kaj je korist BIM-a, kakšne so posledice, kaj to za njih pomeni, a bo to dražje, bo cenejš. V tem smislu, ne? Takšnega dokumenta se mi zdi pa ni in tudi ne vidim v bistvu, da bi se ta zadeva v nekem takšnih dost
splošnih pač publikacijah pojavljala? Jaz mislim, da se načrtovalci politik sploh ne ukvarjajo s tem, ampak bojo te manjše projekte pa te končne upravnike bojo pač prepustili trgu. Zdaj, ali je to prav ali ne vem, ampak tak občutek imam, da se vse skupaj giba v to smer. Ja, to je vse lepo in prav, ne? Ampak pač ta oziroma pač te javna naročila se ukvarjajo, tako kot recimo vsaj je primer v Sloveniji v zadnjem času, so v glavnem stvari, ki se nanašajo na infrastrukturo. Zato tudi to govora o problemih uporabe BIM-a na infrastrukturnih objektih. Ne vem, od karavank do ne vem še česa, ne? Za recimo visoko gradnjo, kjer pa BIM v bistvu roko na srce kar dobro dela že zdaj, se pa v bistvu v javnih naročilih v bistvu to niti ne pojavlja, ne? Ali pa zelo pogosto to ni, ne? Ampak so predvsem zasebni vlagatelji, še posebej, ne vem, zdaj tle v Ljubljani se bo enkrat v bodoče morda zgodila ta hemonika oziroma to, kar je pri železniški postaji, ki so vse podrli, pa v bistvu zdaj je drsališče tam čez zimo postavljen, super zadeva. Ampak tam naj bi enkrat zrasel velik kompleks, v bistvu, ne vem, hotelov, nakupovalni center, ni da ni. In če te investitorji niso seznanjeni s tem, v bistvu, je zadeva ponovadi na konci spade tako kot v redu, zdaj ta firma, ki recimo bo projekt delala, bo zraven morda zase, zaradi boljšega sledenja vsem tem naredila še BIM projekt, ampak zahtevan na samem projektu pa ne bo, ne. In morda je to škoda, no. Ampak, kaj veš, če je to financirano z zasebnim kapitalom? Absolutno, se strinjam, da tle ne more država predpisati v bistvu skozi neko zakonodajo, da pa to more biti. Ampak hočem sam povedati to, da bi recimo takšen dokument podoben moral biti recimo pripravljen tudi za pač širšo javnost. Zato, da vejo, da se takšne stvari da narediti, ne zato, da se jih predpiše, da to tako more biti. Ja, no, v redu. No, druga debata. Za kdaj drugič? Ja. Mogoče za kdaj drugič, pa v bistvu še vedno mislim, da dokler ne bojo na nekem takem strateškem nivoju uredili, pa sami sebe razčistili, kaj BIM sploh je, o čemer bomo tudi pol malo nadaljevanju govorila, upam saj, ne, da takrat sploh ne moramo govoriti o eni taki splošni, rečemo splošnih zahtevah v industriji. No. Ja, absolutno. Ne, ampak pravim, v bistvu pri tem razmišljam, veš, koliko je raznih letakov za ne vem, ni da ni, ne? Od zavarovanja do zdravstvenih zadev, do vsega možnega, ne? Mislim, da bi morala tukaj država biti tista, ki bi neke takšne informativne stvari pripravila, zato da jih pač lahko občani dobijo, da izvejo, in na ta način konec koncev se bi tudi recimo tudi konec koncev mali investitorji, ne, lahko nekako postavili v vlogo nekoga, ki recimo zahteva bolj natančne stvari, ker se njemu to pozna, ne. Na koncu bo plačal dejansko tisto, kar je dobo vgrajeno, ne pa v bistvu, ne vem, še ne vem kaj zraven, ne. Ampak se pravim, to je morda enkrat debata za en drug krog oziroma s kakšnim gostom tudi recimo, ki bi ga te stvari zanimale, ne. Ja, a se mogoče zdaj ustavimo pri tem, kaj je sploh BIM za zainteresirano javnost? Zdaj, če bo koga zdimal, pa bo šel čez ta dokument, se je na več mestih, je pač se dotaknil tega, kaj bi naj BIM sploh bil, no? Ampak predvsem tam na strani 12 je ena definicija, no, kjer piše, da je za javni sektor je BIM
neke vrste digitalno gradbeništvo, digital construction, gradbeništvo, gradnja, digitalna gradnja, kakorkoli. In opisuje, da je ta sprememba v tehnologiji zelo podobna tisti, ki se je zgodila tam med leti 80 pa 90, oziroma v 80 pa 90. Ampak jaz se s tem absolutno ne morem strinjati. No. Jaz ne vem, mogoče me samo semantika moti, mogoče me samo razlaga moti, ampak ne vem, no. Je pa tudi res, jaz nisem v 80 pa 90 razmišljal o gradbeništvu, pa mogoče niti ne vem, kako spremembo je to prineslo, ampak kaj pa ti, ko si malo starejši od mene, da se malo potunkam? Najprej konkretno iščem to, kje si a si te številke prav našel, ker se jih dejansko ne spomnim. Kje si to na 12. strani si rekel? Ja, 12. stran, prvi odstavek, če čisto od začetka bereš. Aha, ja, vidim, ja. Okay. Ne vem, se pa ne razlaga naprej, ne, da za javne uporabnike, oziroma kaj so public clients, pa za vlade bi se to naj prevedlo, da bi bilo lahko zgrajen več za manj denarja, pa za manj stroškov vzdrževanja, ampak Moram reči, da me ta dokument tukaj zelo hitro zgubil. Tako, ne. Zaradi tega, ker sem v bistvu nekako rahlo sem alergičen na te dokumente, ki recimo tam točno na tej 12. strani, kjer tam imaš General Guidance, pravi, da večkrat se skratka pojavi, da pač te dejanske obljube v bistvu, koliko bo prihranjeno in tako naprej. Ne? Ampak še slabše je, če ni dejanskih obljub, ampak samo piše, da bi lahko prinesli. Ja, to sploh ne. Ampak v bistvu zanimivo je, v bistvu ta ekstrapolacija se mi zdi blazna. Ne? In sem rekel, sem kar malo zavil z očmi, ne? Pa eno stran nazaj, ne, kjer je v stranskem delu v modri barvi napisano, ja, da je pač tam en piloten projekt, da so prihranili ne vem koliko sredstev. Ampak potem pač to ekstrapolira v bistvu na nekih 130 milijard. Ja, milijard možnih prihrankov, ne. Pa to, mislim, to je tako, a veš, to je boljš kot Bitcoin, ne, v bistvu. Ne, to je pač neko cifro ven vrgo. Ampak v bistvu te cifre dajo pol nekako, a veš, morda napačen vtis ali pa v bistvu popolnoma zgrešena pričakovanja v bistvu. Sej vsak način razumemo, BIM pa ne vem, kot rečeno, že danes sem jaz parkrat rekel, ja, da se da to, ne vem, toliko prehraniti in ne vem, da bi bilo nekaj cenejš, ne. Ampak je vprašanje, če bi bilo cenejš, lahko da bi bilo v kakšnih primerih tudi dražje. Ker bi dejansko plačal tisto, kar je bilo grajen. Tako da je to pokrito v bistvu, pa kar razmazati v bistvu v tem smislu, ja, tole bo pa, mislim, 20% bojo vsi projekti cenejši za naročnike, v bistvu je zelo navaren. Ker ni nujno, da bo tako, lahko bo dražji 50%. Ja. Da zdaj še vržem eno kost naprej, ne? Če gremo zdaj eno stran naprej, na strani 13, je spet en od mnogih, mislim, to se pojavlja na več mestih, no? Pa ni čist usklajen med sabo, ne? In spet piše, kakšen je namen tega priročnika. Ne? In to so 3 točke. Zdaj, prva točka je, da bi zgradili skupno razumevanje pa jezik vsega, kar okrog BIM-a in vsega, s čimer se absolutno strinjam, ne? Ampak nažalost ta dokument tega ne rešuje. Potem druga točka je, da bi pač promovirali pa delili consistent introduction, kako je to? Usklajeno predstavitev BIM-a, ne? Tako, pač, da bi bilo to vse skupaj usklajeno, kar spet ni, ne? No, potem pa še tretja točka, ne? Da bi promovirali bolj široko uporabo razvitih standardov in splošnih principov. Zdaj, o standardih sploh ne vem, kaj lahko govorijo, ker v tem sploh niso še sprejeti, pa mislim, nisem nikjer videl nobene omembe IFC-ja pa nič, ne.
Zdaj ti splošni principi, pa tudi, ne vem, ti principi, ki so tu noter predstavljeni, so izpeljani iz nekih konkretnih projektov, pa ugotovitev tistih projektov, kar ni nujno slabo, meni se je to zdel en bolj zanimivih delov tega dokumenta, ne? Ampak spet to je vse tako, ne vem, nedefinirano, ne? Da si lahko pač ta dokument predstavljamo kot karkoli. Robi, zdaj, ko si to razlagal, sem en search naredil za IFC, ne? Čez ta dokument. In IFC je omenjen, ampak očitno smo oba dva že obupala do 70 strani, zaradi ker je prvič omenjen na 70 strani. Ampak to je omenjen tam, kjer je med tehničnimi kriteriji. Tako. Skratka, neutralen pač podatkovni format. Ja, vse o neutralnem podatkovnem formatu za izmenjavo govorijo na več mestih, da ne bo kdo domislil, ampak dejansko to ni standard, ne? Pač standard je nekaj druga in ne vem, no, tako se mi zdi, da je mogoče na par mestih preveč nasplošno napisano. Sem hotel reči. Kaj se ti je še kaj utrnil v bistvu tazga? Jaz imam tega veliko, zdaj čakam, če boš ti. Ne, daj ti, ker vidim, da si ti tole, moram reči, bolj precizno prebral kot jaz. Ja, no, jaz svoje naloge jemljem resno, ne. Lepo, lej, saj enih more pač, ne. Če hočemo podcast imeti, pol en more to narediti, ne. Pol bi te mogoče usmeril na stran 19 dokumenta, ker je ena lepa tabelica, ne. Ta tabelica se meni zdi ključna za razumevanje tega, kaj so želeli pripravljalci sploh povedati s tem dokumentom, ne. In v tej tabeli je noter predstavljen pač, kaj bi lahko prinesla uvedba BIM-a na različna področja, pa pač tam imamo neke družbene kriterije, pa okoljske, pa ekonomske, pa so še posamezne faze, tako v fazi priprave projekta, pa v fazi gradnje, pa tak naprej, ne. In meni so zanimive to, mislim, te stvari, ki so v tej tabeli objavljene, ne, mislim, bi lahko v kakršnokoli tabelo v gradbenem sektorju noter upisali, ne. Če pogledamo tako med okoljskimi faktorji, bi lahko prinesli manj odpadkov. Mislim, kako? Manj tiskanih načrtov, ali kaj? Mislim, res, meni to ni čist jasno, no, kdo je to delo, ne. Pa recimo 10% prihranek časa pri pripravi takih projektov. Pa kako so to ocenili? A je to tebi jasen? Ne, pa še to, so dali 4 zvezdice oziroma 4 najbolj pomembno zadeva. Tako. Je pa res v bistvu, da so pol še ta use phase, skratka v uporabi, spet, ne, da bo to cenejše pripeljati do v bistvu cenejšega upravljanja oziroma uporabe pač zgradbe, recimo, ali objekta na splošno, ne. Ne, ampak če si opazil, ne, sta dve točki. Ena je lower maintenance, se pravi cenejše vzdrževanje, pa cenejše upravljanje z zgradbo, ampak štiri te krogce ima samo upravljanje. Ja, res je. Ja. Vzdrževanje nima, ne? Zdaj, zakaj ne? Mislim, zakaj? Ne, v bistvu to tako. Mislim, če se malo hecam, pa če sem malo nasramen, je to tako, da bi pozabili, kje te krogce, ali se pa niso sprintali, ne? Ali so pa pač rekli, da lahko so v tabeli samo 2x po 4 krogci, pa 3x5, mislim, ja, ne vem, ne. Robi, se nizva toliko nasramno užival, v bistvu, ne, to sam na podcastu včasih zveni tako. Ne, ampak meni se zdi, da moramo tu včasih biti malo manj politično korektni, pa povedati, da kaj tudi mogoče ni bilo najboljš premišljeno. In tukaj definitivno je dosti takih stvari, s katerimi se ne strinjam. No. To je vse, ne pa da bi zdaj želel biti željiv ali pa kar. Ne, absolutno, ne, absolutno. No, ampak pa recimo, če gremo naprej, ne, če sem že tem, kaj sem bral, ne, greva na stran 26 in na strani 26 je prvič napisan, da obstaja več definicij BIM-a in prva izmed stvari, ki so jih citirali, je Wikipedia. Šele na drugem mestu je ISO organizacija. Mislim, pa ne moreš to dati sploh nisem opazil, v bistvu res nejasno. Ja. Moraš to dati v isti stavek, res ne moreš. Ne, pa sploh, to že naši študente vajo, da Wikipedia glih ni za citirati, ne?
Pa vsekakor je lahko omeniš, da določeni sestavki so zelo kvalitetni, ampak ne so. Mislim, ne razumem. No? In tukaj noter bi tudi ti lahko bil vesel, ne? Zato ker govorijo tudi o tem, da to lahko razumejo kot model. Nasploh je noter nekje en cel sestavek o tem, da je BIM razume različne ljudje drugače. Ja, seveda, mislim. Lej, saj v enem dokumentu se vidim. Pa jaz sem že rekel, da je ta dokument odličen. Ne, to si prvič omenil na 26. strani v drugem odstavku. No, hočem reči to, no, da pač zelo, zelo na vse strani gre. No. In recimo, tukaj je tudi lepo opisano na tej 26. strani drugem odstavku, da eni vidijo BIM tudi kot software, kar se mi zdi pomembno, da je nekdo omenil, kar to definitivno ni. No, tako in zatem, da eni ga vidijo kot 3D model, kar tudi ni. Ne. In potem še kot sistem. Mislim, hočem reči, da ni čist usklajeno med sabo, kaj so želeli pripravljalci povedati, pa mislim, da je to tudi povezano s tem, da je bilo zelo veliko avtorjev in se je bilo tudi zelo veliko interesov in verjetno je pač noter zašlo tudi kaj, s čimer se niso vsi strinjali. No, tako. Ja, absolutno. Mislim... Zdaj sem ravno po vseh teh definicijah sem zraven začel razmišljati, a je to tako blazno pomembno, ne? Da je ta neka skupna definicija, skupno razumevanje tega v bistvu tako blazno pomembno. Ne? Ker imam občutek, da se tako po domač povedano malo preveč sami sabo ukvarjamo, pa premalo v bistvu, veš, tako, želimo biti preveč natančni v določenih primerih, pa je mogoče ta pragmatičnost bi bila bolj primerna na določenih mestih. Ja, imaš prav, ne? Ampak je pa tudi tako, da tudi to najno vprašanje, kaj BIM pomeni, ki ga imamo v vsakem od podcastov, no danes ga ne bo, ker sva sama, ne? Ampak to je bilo v prvi vrsti mišljeno kot šala, zato ker smo opazili, da se ne moramo tudi med sabo dogovoriti, pa tudi mi, da smo imeli že kdaj kako par urno debato o tem, kaj je ta BIM, čeprav se oba strinjava, ampak iz principa nismo popustila, ne? Ampak tako, no, hotela so pokazati, da BIM za različne ljudi pomeni različno stvar. No, tudi če za nekoga to pomeni model, ja pač ne pomeni model, če mu to pomaga pri njegovem delotoku. Ne. Ampak se mi pa zdi tako, no, da en takle dokument bi pa moral pač postaviti neko definicijo, kaj zanj, kaj za ljudi, ki so ta dokument pripravljali, BIM pomeni. Ne. Tudi če teh definicij več, je treba pač vse našteti. No. Ja, to sem pa povedal. To se pa strinjam, ne. Ampak mislim, ne vem, a je to dejansko prvič omenjen tukaj, ne? Na 26. strani, ker se mi zdi, da ta stvar bi bilo dobro razčistiti tako na prvi strani, ne? Da se točno ve, v kakšnem kontekstu se to pogovarja. Ne. Definicija BIM-a je že prej, ampak je preveč odprta. Ne? No, sej, to sem hotel reči, ne? Da v bistvu tam je tako, zdaj tle pa prinese različne poglede na to. Ne? Morda, ok, pustimo zdaj to. Bom preveč zakompliciral. In pa če gremo naprej, ne, na strani 30 je spet so neke strateški recommendations, kaj so recommendations? Priporočila. Hvala. Najlepša hvala. Strateška priporočila, ne, in imajo 4 ključna priporočila. No, in prvo je, da se pač mora vzpostaviti neka javna avtoriteta. Ja, vodstvo v bistvu nekaj tak. Ja. Neko vodstvo na tem področju, kar po mojem mnenju ni res. No? Ampak ok. Potem naslednja točka je, da je pač treba skomunicirati vizijo za neko tako gradbeno industrijo, pa pač tudi kak naj se v to vključi. Se strinjam, to se definitivno strinjam, sploh če pride to strani nekoga, ki je javni investitor, ne? Potem naslednja točka je, da se mora zgraditi neko sodelovalno ogrodje. Zdaj, jaz to ne vem, na kak način je to mišljeno, ampak če to mišljeno neko tehnično implementacijo, neke rešitve, se definitivno ne strinjam. To po mojem sem imel v misli, ker je naprej omenjen dejansko ta nek ta common data environment, ki je podoben, ne, ampak to skoraj na nivoju države, skoraj hoče očitno tlele miselja.
Ja, no, vse to, ne, to me je zbodlo, ker sem jaz tudi tako razumel. Ne. No, pa je pa še ena točka, pa pač, da bi rastla uporaba, pa kapaciteta upravljanja BIM-a na nivoju industrije in nekaj takega. Ne. To pa ne vem, če to lahko strateško priporočilo, to pač, ali se bo zgodilo, ali pa se ne bo zgodilo. Ne. Tako da se pravim, to je še ena vrst teh stvari, ki so me v tem dokumentu malo zmotile. No. Bi pa rekel, da v tem drugem delu je pa en kup enih študij primerov, ki so pa dejansko ful informativne. To bi pa priporočil tudi komu drugemu. Ne. In vsak tak primer noter ima potem tudi neke zaključke, ki so v obliki tega, pač kaj zelo, zelo priporočajo, pa kaj samo priporočajo, ali pa še ena, ali pa kaj encourage, kaj je to? Eno se spodbujajo v bistvu. Ja, tako. Eno se priporočila, eno se pa pač, da bi spodbujali uporabo tega. No? In to se mi zdi pa ful zanimivo. Ne? In jaz sem te vse prebral, no? In eden sem ga moram najti, me pa še posebej zmotil. No, recimo za enim od francoskih primerov, ne? So pač med ugotovitvami je to, da se moramo pač dogovoriti, kaj sploh je, kaj za koga, no, oni temu reče common understanding. Potem druga stvar je pač, da se moramo dogovoriti, kako bo ta podatkovna izmenjava potekala, o čemer skozi govorimo, ne. Pa se moramo dogovoriti, kako bomo delali, spet, ne. No, in pa je še pač nekaj o izobraževanju. Mislim, to zdaj, v enem takem dokumentu so opisane stvari, o katerem skozi govorimo, ne. Da pač ne, ampak zdaj, če se ti dogovoriš, kaj boš uporabil, katero programsko opremo, kak boš podatke izmenjeval, pa v bistvu BIM-a sploh ne rabiš. Ne. To, vem, no. Vsaj tega open BIM-a v tem smislu, ki ga jaz razumem, ne, no. Tako. Ja, ampak to je spet meji na tisto, ne, v bistvu, kako hočemo biti mogoče malo dejansko preveč recimo natančni, pa ne vem, gledati res skozi prizmo odprtosti in ne vem, kaj še vse. Ne? Tako da zmeri bolj razumem tiste, ki to nekako reče, nas to ne zanima. Ne? Mi hočemo sam narediti, ne glede na to, ali je to zdaj odprto ali ni, ali je to vsem všeč ali ni všeč, v bistvu nam to služi, v bistvu mi smo s tem prehranili tok in tok in je to dovolj za nas. Ne? Tako zelo pragmatično. Ne? Jaz moram priznati tudi, da sem v času, kar snimamo ta podcast, svoj pogled malo spremenil in zdaj moram reči, da ne bi po vsej sili pa na glavo vedno vztrajal pri uporabi odprtih formatov, ker vidim, da to nima nobenega smisla, kjer se meni zdi, da je pa nujno, da se zahteva uporaba odprtih formatov, je pa potem v arhiviranju. Zato, ker zdaj dejansko je bilo čisto vseeno, ali si ti to na roke narisal ali v AutoCAD ali čemerkoli, ker na koncu je bil v arhivu načrt. Načrt v nekem fasciklu, ki si ga lahko potem tudi čez toliko in toliko let, če ga niso miši pojedli ali pa poplava dobila, si ga lahko pogledati. Ne? Če bomo pa mi zdaj to shranjevali v nekih formatih, ki jih čez 20 let ne bo nihče več mogel odpreti, to pa se meni zdi pač zelo sporno. Tako, o čimer se pa moramo začeti pogovarjati. In naj povem primer, da sem tukaj na fakulteti že kar parkrat do zdaj pomagal kolegom odpirati datoteke, v katerih so imeli shranjene učbenike, slike, skice, karkoli, ki jih niso več mogli odpreti. Pa to ni tako dolgo, mislim, kdaj, osebni računalnik je tam razmah je bil po letu 90, tako da govorimo, ne vem, o slabi 30 letih teh formatov, ne, in se jih ni dalo odpreti. Zdaj pa si predstavljamo, vidimo pa lahko načrte, ki so stari 100 let, pa jih ljudje še potegnejo iz fasciklov, pa jih lahko pokažejo. Ne, med drugim imamo tudi načrte naše fakultete. Tako da, tu, kar se pa tega tiče, se mi pa zdi, da pa to je pomembno. Ne? Tako da, vse ni zanemarljivo. No? Ja, se strinjam. To je pa, če tako pogledaš, mislim, to je tisto, kar nekako definira tudi gradbeni sektor, ne, v bistvu. Enostavno, če teh načrtov ni, če jih ne bo možno
dobiti in zdaj, če je to vse digitalno, pa jasno potegne za sabo cel kup še drugih problemov, s katerih še nikoli nismo govorili, od arhiviranja do varnostnih kopij, do varnosti nasploh in tako naprej. Pa tudi vprašanje avtorstva, pa absolutno. Avtorskih pravic, pa tako naprej. Tak da, to je še nekaj, kar celo industrijo čaka. Ne? Ja. A lahko še zadnja stvar iz dokumenta, vedno. Vedno. No, tam bolj zelo proti koncu dokumenta je ena študija iz Velike Britanije, no, in med ugotovitvami tega mi je pa nekaj, kar mi je zelo zanimivo. Zelo priporočajo, da se odgovornost za ta data and information management, kaj to upravljanje s podatki in informacijami, ne, da se dodeli kompetentnim posameznikom, kar mi je tako neverjetno, da to sploh prišlo v dokument. Ne. Smisel, da to pač... Ja, to sem imel očitno že nek crash totalen, ne? Tako, ne. Da, ampak kar mi je še bolj zanimivo pa to, ne, da se to upravljanje z informacijami, ta vloga, no, upravljanja z informacijami ni nujno povezana z vlogo priprave dokumentacije oziroma načrtovanja. Se pravi, da je to lahko drug profil ljudi. A ne? Ja. To se mi pa zdi, da odpira eno tako Pandorino skrinjico tega, da se bojo nove oblike dela v gradbeništvu odprle, neke nove vloge, ali bo to BIM menedžer, kakorkoli bomo temu rekli, lahko k temu rečemo tudi digitalni modelar. Evo. In to sem se zdaj navezal na nekaj, kar bi mi to pa je bil Robi kapa dol za tole navezavo, ne? Hvala. To si pa pripela zdaj boljš, če je bilo to napisano v skripti oziroma v skriptu tako za podcast, pa ni bilo, ne? Boljš nisi mogel speljati, ne? V bistvu to, na kar Robi navezuje, je v bistvu jasno poklici prihodnosti, kjer vsekakor je to nekaj, kar je splošno zanimivo, še posebej v tem momentu, ker se pač nove generacije študentov bodo zdaj vpisovali na fakultete in jasno pač sledi, kako pridobiti nove študente, kako z njimi delati, kaj jim predstaviti, kaj jim obljubiti in podobne stvari. Ne. Imaš pa res v bistvu prav, ne, da vprašanje je res, če je gradbenik kot tak, vsaj že v tem momentu, dovolj izobražen za to, da lahko vzpostavi neko tako informacijsko okolje za komunikacijo, za deljenje podatkov, informacij in podobnih stvari v bistvu, da na enem večjem projektu. Ne? Če jasno ni zelo, recimo temu nekako že osebnostno nagnen, pa da ga te stvari zanimajo, pa da je v bistvu dejansko kaj prebral, pa kaj naredil. Ja, ampak tudi to je tako, no, se mi zdi, da bo to ena od prioritet tudi na taga profila ljudi, kot smo mi, no, na naši katedri, na kateri izhajamo, ne, ker to dejansko spet odpira vrata za nek nov poklic, ki bo še bolj na stičišču med informatiko pa gradbeništvom. Res je. Res je. S tem, da sem imel takoj ene take zadržke, skratka, zelo težko bo zelo hitro postaviti neko mejo med gradbeništvom in pa informatiko. Skratka, je to gradbena informatika, ki predstavlja most med enim in drugim. Ali je spet kaj tretjega, je pa v bistvu zdaj vprašanje, ne? No, ampak eni izzivi za prihodnost pa morajo biti, ne moramo samo enem podcastu rešiti. Ne, to pa res ne. Ok, skratka, navedel si na poklice prihodnosti, Robi, kaj imaš kakšno idejo? Zdaj, omenil si digitalni modelar, to je profesor Žiga Turk enkrat ob eni priložnosti predlagal, tudi v enih parih intervjujih razložil, tudi na dnevu odprtih vrat, ki je bil na FGG-ju, je v bistvu nekako v tem smislu
zadevo predstavo. Predvsem morda z tega stališča, da si morda bodoči študenti ne bojo predstavljali gradbenika kot tipičnega gradbenika, ki je do kolen v blatu, v snegu nadzoruje gradnjo enega, ne vem, česarkoli objekta. Ne. Ni nujno, da je samo to, ne, gradbenik je lahko še marsikaj drugega. Ne. Ja, s tem, da tu moram povedati, če ne bom mogel spati mirno, ne, da je vseeno malo preveč profesor Turk to posplošil, no, ker 95% gradbeništva se bo še vedno izvajalo v škornjih pa na gradbišču in če me nekdo vpraša, je to tudi ena od lepot tega poklica. Ampak vseeno se pa odpirajo neke nove poti za tiste, ki pa tega ne bi želeli. Ne. Zdaj, poleg tega, da so projektanti, da so kalkulanti, karkoli od tega, zdaj bo lahko tudi se ukvarjati z digitalnimi modeli. Kako bomo pa temu profilu rekli, pa tudi če ne vemo, ne vem, če je digitalni modelar najbolj primeren, je pa v skladu s tem, kar so govorila dokumente, je pa važno to, kako poklic definiramo. Ja, res je. Ne? Imaš pa prav, imaš prav, da je to delo na gradbišču, delo pač, ki je zelo dinamično, v bistvu ima svoj čar. Ne? Mislim, da so ga oba dva opazila, ko sva ti v tvojem primeru delo novogradnjo, jaz prenavljal. Dejansko majčkeno začutiš tega, pa ti si imel še preden se prišel na faks, v bistvu si delal v eni taki gradbeni firmi, kjer si to izkusil lahko tudi. Ja, jaz sem imel že prej dosti izkušen, no, čeprav ne v bolj v nizki gradnji, ne pri hišah pa visoko gradnji. Ampak je poseben čar je to, mislim, še posebej je dobrodošlo ali pa ima nek poseben čar to, da ti sam nekaj najprej sprojektiraš, potem pa to vidiš, kako v praksi raste. No. To je pa meni bilo nekaj najlepšega. Ja, se strinjam, v bistvu, ker se mi zdi, da je tudi recimo, vsaj zase lahko rečem, ko sem na faksu delal, pa v bistvu narišeš, ne vem, statko računaš, pa imaš tam nek opet nosilc ali pa ne vem, pomično konzolo ali ne vem, karkoli. No. Pa to niti ne znaš predstavljati, tam pač narišeš nek grafičen simbol, zato da ti predstavlja neke urobne pogoje in je to, ne? In si s tem zaključil. Ampak ko to vidiš v praksi, kako to izgleda, zakaj je to tako, v bistvu te stvari čisto drugače dojamaš in se ti v bistvu se mi zdi tako odpre nov svet razumevanja celotnega poklica in celotnih računov in vsega. Ne? Ja, in tam na gradbišču potem tudi vidiš, zakaj bi bilo res boljš armaturo zmodelirati v enem BIM programu. Ne? Ker ali je to palca FI 20, ali je to palca FI 8, to je v AutoCAD-u in ena črta, ne? In boj, ko to moraš stlačiti v nek prerez, je to malo velika razlika, kot če imaš ti v 3D, pa točno vidiš, koliko imaš krovnega sloja. Pa to, no. Tako da še vedno se bo splačalo iti na gradbišče pogledati, kako to zgleda. Ne, ampak v bistvu v redu, Robi boljš primer skoraj nisi mogel dati, ampak po drugi strani je pa točno ta primer tisne, kjer imaš ti pa pol v BIM-u, skratka v modelu tisto palco narisano točno 3 cm od sloja zunanjega, tam mora stati, a ko priješ na gradbišče, to leži palce direktno v pažu, kjer nobenih distančnikov, to vse gor hodijo, to na koncu armature, natezne armature, sploh kjer ni. No, to za sebe govor, lega. Prven je blat. Ja, ampak hočem reči to, da to je pa druga skrajnost tega, kjer imaš pa v modelu, se ti vse lepo izide, res lepo narejen. Mislim, ni, da ni vsaka palca je noter narisana, vsak zaključek je narejen tako, kot mora biti. Pa prideš pa v prakso, pa vidiš, da to je majčkeno dlje od modela, kot si ti v začetka predstavljal. Ali pa to, recimo, da porabiš en teden, da res optimiziraš mreže, pa da se bo čim manj rezal, pa ti pa na to prerežeš, tako, da bo lažje transportirali. Tako.
pa 10 mrež, pa 5 palc, da bo jaz vse zoptimiziran, pa čim manjša teža, oni pa lepo kupijo eno vrsto, pa tudi če je tista najmočnejša. Cop, posred čez pa. Ampak tam nam pa tudi BIM ne pomaga. Ne. Hočem samo reči, da tam je pa treba dati škornje gor, pa iti preverjati na lice mesta. No, točno to, ne? Točno to. Skratka, izzivov je vse polno. Jaz bi na tem mestu tole v bistvu debato zaključil, zaradi tega, ker bo drugače čist predolga. Nisem mislil, da bo imela toliko zapovedati o tem dokumentu in nasplošno obimo. Sva se danes kar razgovorila. Robi, zato morda sam še priporočila, pa zaključila. Ja, jaz bi sam še nekaj o dokumentu rekel. No, čeprav sem bil mestoma kritičen, jaz vsekakor pozdravljam take pobude in tudi vem, da je bilo ogromno truda vloženega v ta dokument. Te, rečemo, kritike ali pa kakorkoli so bolj v tej smeri, da bi se karkoli od tega popravili v slovenski verziji dokumenta. To je vse, kar sem želel povedati. Drugače pa, če nič druga, se splača dokument prebrati zaradi primerov na koncu, ki so pa res ilustrativni, pa imajo neke konkretne zaključke. No. Tako. Zdaj, to je z moje strani. Kar se pa priporočil tiče, mislim, da imamo danes 2 priporočili, pa je bilo vse, kdo bi kako priporočilo povedal. Ne? Oziroma, nekaj sem še pozabila povedati. Ja, vem, ampak dobro, to sem hotel pa povedati tako na mim grede, ne? No, ampak kar ti povej. No, bom povedal jaz, da je bil podcast BIM pogovori predstavljen v zadnji številki Gradbenega vestnika. To je januar 2018. Res je. Tako da, če koga zanima, imaš številke, motivacija za BIM pogovori, pa mogoče tudi kak plan za naprej. Čeprav mislim, da kaj veliko tem ni. Ne, mislim, da nismo. Tako, naj si ogleda zadnjo številko Gradbenega vestnika, pa še vedno velja tisti poziv, ki mislim, da je tudi na koncu napisan, da pogrešava odzive iz stroke. Tako da, dajte se kaj oglasiti tudi mimo konferenc. Mislim, da je sva odprta vsak dan v tednu na mailu. Tako. No, zdaj pa priporočila. Priporočila bo šlo pa mimo BIM-a, pa mimo teh pogovorov bolj v lahkotnejše teme. Jaz toplo priporočam eno TV serijo, za razliko od ostalih priporočil, da je to slovenska serija in to je ena serija v dvoje. Nažalost jo lahko spremljate trenutno samo na Voju, sta prva pa druga sezona, obe sta pa super. Tako da, če ste mladi ali pa mladi po duši ali pa imate radi take bolj humoristične serije z resno noto, priporočamo gled serije v dvoje. Moram reči, da ne poznam, ampak sliši se zanimivo. Ne? No, z moje strani je pa že dolgo nisem priporočil kakšne audio knjige oziroma knjige nasploh. Tako da je to pot audio knjiga z zanimivim naslovom, ki se v angleščini sliši takole: The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Govori pa v bistvu predvsem o tem, da se včasih ni treba sekirati za kakšne stvari, ne, ki niso v širši sliki toliko blazno pomembne, ampak jasno je treba nekako sam pri sebi ugotoviti, kaj je tisto, kar te izpopolnjuje, kaj te navdušuje, kaj ti daje energijo in se v bistvu predvsem osredotočaš na te stvari. To je tudi vse za danes, Robi. Maile vejo, Twitterje vejo. To bo rekla naslišanje. Naslišanje. Upam, da se vsi spet slišimo. Poslušalce pozdravljam in se slišimo spet čez 14 dni. Robi, adijo. Adijo.